Na današnji prvi seji kluba županov Slovenske ljudske stranke v mandatu 2014-2018 smo ugotovili, da je v klubu 50 županj in županov ter poleg tega še 8 podžupanj in podžupanov, se pravi skupno število je 58 ljudi, ki so prepoznavni v lokalnem okolju in ki lahko veliko naredijo na prepoznavnosti stranke tudi sicer. V bistvu smo se danes pogovorili samo o tem, kakšni so naši nameni in pa ugotovitveni sklepi imamo, da delujemo naprej kot klub. Smo se pa tudi dogovorili, da bomo na naslednji seji, ki bo predvidoma v prvi polovici januarja naslednje leto, da bomo izvolili predsednika in pa 2 podpredsednika. Danes je pretekla beseda tudi o programu dela, kjer je v bistvu skupna ugotovitev, da je v sedanji situaciji, ko je Slovenska ljudska stranka izpadla iz parlamenta, silno pomembno, da delujemo, da smo ena prepoznavna skupina, ki lahko za prepoznavnost stranke tudi ogromno naredi, predvsem pa naredi še več za svoje občanke in občane, kajti dosti je težav tako v zvezi z financiranjem občin, tako na različnih področjih je ogromno dela, da si izborimo prostor pod soncem, če bi temu tako lahko rekli. In pravzaprav smo ugotovili, da je potrebno, da se sestanemo najmanj 4 do 5 na leto in vse aktualne teme, s katerimi se srečujemo, izoblikujemo v skupna stališča, s katerimi bomo potem lahko učinkoviteje pritisnili tako na vlado in kot preko medijev tudi o naših težavah informirali naše občanke in občane. Hkrati pa je tudi en velik apel tako na Združenje občin, tako na Skupnost občin Slovenije, da poenotimo stališča in da nastopimo skupaj. Kajti razbiti bomo zelo težko dosegli kaj več kot to, da smo slišani, če pa nastopamo skupaj, pa lahko tudi kaj premaknemo. Več kot